Tudi letošnje že 27. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja se je začelo s skupnimi koračnicami, ki predstavljajo tradicionalen repertoar koračnic slovenskih avtorjev: Vinka Štruclja, Emila Glavnika in Draga Lorbeka. Ob 10. uri so godbeniki koračnice odigrali v šotoru, točno opoldne pa na Kerenčičevem trgu. Obakrat pod dirigentsko palico idejnega očeta tekmovanja godb za pokal Vinka Štruclja, Slavka Petka. Tekmovanje slovenskih pihalnih orkestrov vsako leto so odlična priložnost za spodbujanje rasti kvalitetne glasbe zabavnejšega karakterja. To sta pred skoraj 30 leti imela v mislih tudi Slavko Petek in Vinko Štruclj, ki sta si tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu v Ormožu zamislila. V tekmovanje za pokal Vinka Štruclja se je tekmovanje poimenovalo šele po smrti Vinka Štruclja leta 2007. Letos je v tekmovanju sodelovalo 10 godb, ki so tekmovali v kategorijah do 34 članov in v kategoriji nad 41 članov. Nastope je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali glasbenika Mitja Dragolič in Gašper Salobir in Danijel Leskovic, producent za instrumentalno glasbeno dejavnost na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V tekmovalnem delu je najprej nastopila godba na pihala Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je bila ustanovljena leta 1997. Že leta 2014 je prejela zlato plaketo na tekmovanju za pokal Vinka Štruclja v Ormožu. Godbo vodi Slavko Ahlin. Nato je nastopila prvačka pleh muzika, ki ima več kot 270-letno zgodovino in je simbol bogate glasbene tradicije v Prvačini oziroma v Goriški regiji. Godbo vse od leta 2010 vodi Gregor Bralič. Danes stara sva sila, pozna se težko premenit, postala sva tako ranljiva, dolgo prehiter je za nami svet. Najine poti so kratke, redko kdaj še greva kam, vedno skupaj, vedno sama, ona vse je, kar ima. Daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sladkorju rad te imam. Tudi pihalni orkester Prevalje ima dolgoletno tradicijo. Ustanovljen je bil leta 1909 in neprekinjeno deluje že 114 let. Danes orkester vodi dirigentka Saša Voler.
Začetki pihalnega orkestra Ljubljana, v katerem danes deluje preko 60 glasbenikov, sega več kot 70 let nazaj. Orkestru dirigira Damjan Tomažin. Začetki pihalnega orkestra Šentjur segajo v leto 1934, ko se je nekaj glasbenih navdušencev odločilo, da ustanovijo Kalopško godbo, kot se je orkester v začetku imenoval. Orkester ima trenutno 78 članov, vodi pa jih dirigent Jurij Hladnik. Tudi godba na Pihala Središče ob Dravi je že več kot stoletje nepogrešljiva spremljevalka vseh prireditev v kraju in okolici. 137 let dolga godbeniška tradicija je namreč v kraju globoko zakoreninjena. Orkestru dirigira Vladimir Krničar. Tudi godba Domžale predstavlja eno najstarejših godb v Sloveniji. Ustanovljena je bila že leta 1884. Vseh 139 let delovanja skrbijo za mlade glasbenike, ki so garancija za prihodnost. Godba deluje pod vodstvom dirigenta Gregorja Vidmarja.
Pihalni orkester Logatec je bil ustanovljen leta 1913 kot godba na pihala Logatec. Ponaša se z bogato zgodovino in vrsto dirigentov, ki so jo vodili. Danes godbo vodi Vid Pupis. Godba Zgornje Savinjske doline deluje že od leta 1976. Njeni člani prihajajo iz celotne doline. So tudi večkratni absolutni zmagovalec tekmovanja v Ormožu, kamor so se po nekaj letih odmora spet vrnili. Orkestru dirigira Tomaž Podlesnik. Kot zadnji, 10. po vrsti, je nastopil Pihalni orkester Glasbene šole Ormož. Orkester združuje okoli 65 članov vseh starosti in ostaja nepogrešljiv na vseh lokalnih dogodkih. Orkestru dirigira Vladimir Krničar. Izven konkurence oziroma kot posebni gostje tekmovanja pa je nastopila še godba iz Pobratene Lepoglave. Limena glasba Lepoglava, kot se v originalu imenuje, je bila ustanovljena leta 1956 in v Lepoglavi predstavlja nosilca kulturnih dejavnosti. Godbo vodi Nikola Zver.
Komisija je godbam podelila 5 zlatih plaket s pohvalo, 4 zlate plakete in 1 srebrno plaketo. Absolutni zmagovalki tekmovanja, kar pomeni, da sta prejeli zlato plaketo s pohvalo in pokal Vinka Štruclja, sta bili v kategoriji do 34 članov in z 92% doseženih točk prvačka pleh muzika iz Prvačine pri Novi Gorici, v kategoriji nad 41 članov pa je s pokalom Vinka Štruclja domov odšel pihalni orkester Šentjur z doseženimi 96% točk.